Tu je Franček, rad bi se igral, zdaj velik bo postal. Franček in prijatelji, za vas nešteto skupaj imajo za vesele dni. Glejte Frančka, k vam prihaja. Glejte Frančka, k nam prihaja. Tu je Franček. Neomajni Franček. Franček je znal seštevati in si zavezati vezalke. Rad je pomagal mami peči piškote in očetu grabiti listje. A nekega dne se je Franček naveličal biti pomočnik. Se vidiva, mami! Wow! Ojej! Pardon, gospa Pižmovka. Nič hudega, Franček. Vedno me veseli, če naletim na prijatelja. Razumem. In kam se ti tako zelo mudi? Kopat se grem. Dan je kot naročen za plavanje. Zelo bo vroče. Čemu pa je namenjeno vse tole? Le par stvari za popravilo mojega čolna. Čoln? Rad imam čolne. Ja, rada bi ga spravila v red za ognjemet festivala Češen. Ognjemet? Obožujem ognjemet. Jaz tudi. In letos bi ga rada občudovala s čolna, če ga le uspem pravočasno popraviti. Bi pri tem potrebovali kaj pomoči? Mogoče. Toda veliko dela bo. Tudi prav. Sej rad delam. Dogovorjeno. Pridi mimo Lope, ko se boš vračal, pa bova začela. Hvala. Hvala tebi. Ko bo videla, kako trdo delam, me bo morda celo prosila, da bi bil kapitan čolna. Hej, če boš postal kapitan, me lahko vzameš za člana posadke? Mene tudi. Pa mene. Juhu. In mene. Pa je čoln dovolj velik za vse? O, seveda. Wow. Takšen je kot ta. Samo večji. Tole je vaš čoln? Sem ti rekla, da bo veliko dela. A verjemi, če se resno lotiva dela, bo čoln kaj kmalu videti kot nov. Jaz bom snela nosilca za vesla, ti pa začni pri premcu. Prav. Kje pa je? Tukaj je. Premec je prednji del čolna, zadnji pa se imenuje krma. Naj te ne skrbi, preden odplujeva gledat ognjemet, boš poznal veliko raznih izrazov. Superca, komaj čakam. Kako vroče je tu. Kot v pečici. Prilegal bi se skok v vodo. Ampak ni še čas, da bi si lahko privoščila odmor. Kot je videti, bom morala do trgovine po še nekaj stvari. Jaz grem lahko v trgovino. Dobro. Nadaljevala bom z delom, ti pa prosim daj to gospodu Krtu. Seveda. Tole je še slabše kot brušenje. Hej, Franček! Tu dol, Franček! Pozdravljen, bravo! Kaj ste še vedno tu? Ja, kaj pa naj? Prevroče je za kaj drugega. Se strinjam. Ali uživaš pri gospe Pižmovki? No ja, no. Ali je jadrnica že nared? Ni ravno jadrnica, ampak čoln na vesla. In veliko več dela potrebuje, kot sem mislil. No ja, misli na jutri.
Ves dan boš lahko užival in plaval v ribniku. Jaz gotovo bom. Kaj pa? Ja, dober nasvet. Mislil bom na jutri. Kmalu se vidimo, družba. Adijo, Franček! Adijo, Franček. O, tole bo pa luštno delo zate. Kaj res? Povejte. Lahko prosim spraskaš ime s čolna? O. Ne omajneš. Res je neomajen. Toliko družin in pohištva je prepeljal med pomladnimi poplavami napolnjen do vrha, pa se tudi enkrat ni prevrnil. O ja, marsikaj je preživel, a me nikoli ni pustil na cedilu. No, ne bova ga popravila, če bova ves dan čvekala. Izvoli, Franček. Au. O, kaj je, trska? Ne, tule me boli. O, glej, žuli imaš. A res? Ja, ampak saj si pridno delal. Pa bo izginil? O, seveda bo izginil. Na, v žepu sem našla nekaj, kar bo omililo bolečino. Takoj boš pozabil na žulje. Kaj pa imate? Okusno karamelo. O, hvala. Hvala tebi, ker si mi pomagal. Dober tim sva. Zelo sva bila uspešna. Mislim, da lahko za danes zaključiva. Strinjam se z vami. Nasvidenje, gospa Pižmovka. Hvala, nasvidenje jutri, Franček. Jutri? Saj ne more biti res. Gospa Pižmovka želi, da ji pomagam tudi jutri. Mislila sem, da se popravila čolna veseliš. Saj sem se. A kaj, ko nisem vedel, da bo tako naporno? Nekatera dela so pač taka. Izkažejo se za težja, kot sprva zgleda. Ja, prav imaš. Če vztrajaš, tudi kadar je res težko, se na koncu, ko vidiš, rezultate obrestuje. Tako je. Težko je biti vztrajen, ko pa je tako zelo vroče. Prijatelji pa zunaj plavajo. Jutri, preden pričneš z delom, lahko greš mimo ribnika in zaplavaš. Ja, to bom storil. Zmaga! Greva še enkrat, Franček? Danes mi ne gre ravno dobro, medved. Roke me od dela na čolnu gospe Pižmovke še vedno bolijo. O ne! Kaj pa je? Gospa Pižmovka, nočem, da me vidi. Saj sem ravno prišel. Hitro, skriva se! Poglej, barvo je izgubila. Kasneje jo odnesem. Bo že v redu, kaj? Kaj ne? Kaj pa, če bo mislila, da jo je res izgubila in bo šla v trgovino ponovo? Ti ji jo odnesi, medved. Jaz bom še malo plaval. Ja, kaj pa vem, Franček? Prosim, kdo ve, kdaj bom spet lahko prišel k ribniku? Prav, no. Gospa Pižmovka, nekaj ste izgubili. O, moja barva. Lepa Z hvala. veseljem. Še dobro, da si opazil. Barvo potrebujem za presenečenje. Kakšno presenečenje? No, ne bi želela preveč povedati, ampak nekaj posebnega bom naredila za Frančka. Popravilo mojega starega čolna sploh ni bilo od muh, a se tudi enkrat ni pritožil. Ko se loti dela, ga odlično opravi. Ja, takšen je naš Franček. Kakorkoli že, moram iti. Kmalu pride, pripravila bi se rada. Nasvidenje, medved. Nasvidenje, gospa Pižmovka. Lepe stvari je povedala o meni, medved. Pa ne vem, če držijo. Kako ne, Franček? Trdo si delal. Lahko bi delal še več. In tudi pritoževal sem se precej. Ona ne pravi tako. To pa zato, ker je zelo prijazna. Rekla je, da sva tim. Pomagati bi ji moral, ne pa se skrivati pred njo. Se vidiva, medved. Adijo, Franček. Tam, tiririri, tam, tiririri, tam, da, tam, tiririri, tam, da, da. Zdravo, gospa Pižmovka. Oprostite, ker zamujam. Saj ne zamujaš, točno si prišel. Pridi, naj ti nekaj pokažem.
Franček? Tako je, kot moj predan pomočnik. Ojej, hvala. Obnova tega starega čolna je bil velik zalogaj, večji, kot sva pričakovala. Toda vztrajal si in bil neomajen. Ne bom odnehal, vztrajal bom do konca. Res si neomajen. In midva sva tim. Wow, odličen razgled je od tu. Ja, čudovit je res. razgled na svetu. Čisto vse vidim. Hvala, ker ste povabili tudi moje prijatelje, gospa Pižmovka. Veseli me, da so z nama na krovu. Toda vedi, da mi ne bi uspelo pravočasno obnoviti čolna brez tvoje pomoči. Ni bilo lahko, a se je res izplačalo. Frančkov fosil. Franček je znal seštevati in si zavezati vezalke. Bral je knjige, ki so mu jih dali prijatelji, in v vročih poletnih dneh pil limonado, ki so mu jo pripravili. A nekega dne je Franček spoznal, da prijateljstvo ni le v sprejemanju, pač pa tudi v dajanju. Pozor, prihaja Mars! Wow! Vsi planeti so v orbiti, a ne? O ne, Jupiter se nekontrolirano vrti! Bliža se Saturnu! Ojej, trčila bosta! Zemlja, pazi! Venera prihaja naravnost nad te! Pa je šel en planet. Križala gora. Videti je, da bo sonče v teh dneh nabito polno. Igrava se vesoljske vrtavke. Vsaka vrtavka je drug planet. Ta, na primer, je Jupiter. Eno takih sem pred par dnevi našel v škatli kosmičev. Kaj res? Kakšne barve pa je? Naj pomislim. Zdi se mi, da vijolične. Vijolične, saj to je Pluton. Kakšno srečo imate? Ja, kaj res? Niti sanja se mi ne zakaj. Samo ta nama še manjka. Nepopolnega osončja pa res ne moreta imeti. Mogoče bi vaju zanimal Pluton. Wow! Seveda. Ja, hvala, gospod Krt. No, ko boste lahko, se oglasita pon. Nasvidenje. Nasvidenje, gospod Krt. Se vidimo. Kdaj pa greva pon? Kar takoj pojdiva. Franček, kaj nisva dogovorjena, da košaro napolniš s krompirjem? Pa res, čisto sem pozabil. Takoj, ko se vrnem od gospoda Krta, ga bom nakopal. No ja, saj namesto tega za večerjo lahko pripravim brstični ohrovt. Ne, je že v redu, mami, takoj ti ga prinesem. Fju, to je bilo pa blizu. Zakaj pa? Kaj ne maraš brstičnega ohrovta? Hej! Počakaj me, Franček! Tu je še eden. In zelo je umazan. Nič za to. Ups! Očistil naj bi krompir, medved. Ne pa naju. Hej! Tole pa ni krompir. Poglej! Wow, kaj pa je to? To je pa najtrši krompir, kar sem jih kdaj videl. Oči! Kar sta našla, fanta, je neke vrste fosil. Wow! Fosil? Kot dinozaver? No. Vsaka žival se lahko ohrani kot fosil. In katera žival je bila tole? Ne bi vedel. A verjamem, da lahko vprašamo, ko gremo naslednjič v muzej. Ogromno raznolikih fosilov imajo razstavljenih. Hej, medved, morda bi tudi midva razstavila najinega. Odlična ideja, Franček. Lahko bi se pretvarjala, da imava muzej? Ni se nama treba pretvarjati. Najdeva lahko še par zanimivih stvari, pa ga bova res imela. Ja, v vaši dnevni sobi. Zakaj ne bi odprla muzeja zadaj v Lopi? Osvetlitev je dosti boljša. In ob ograji je dovolj prostora za premnoga kolesa. In morda tam najdeta tudi par starih, zanimivih reči, ki bi jih bilo vredno postaviti na ogled. Odlična ideja, oči. Hvala, gospod Želvak.
Lepa hvala, gospod Krt. Le čemu, fanta? Medved, tudi Pluton je končno najin. O ja, in za zajtrk bova lahko jedla tudi kosmiče druge vrste. Hej, medved, poglej. Wow, poglej te fosile. Vaju zanimajo fosili, fanta? Šele danes so naju začeli. O, Ko sva na vrtu kopala krompir, sva našla tole. Križana gora, poglej, sino. Našla sta trilobita. Kaj res? Wow, tribolit. Če verjamete ali ne, že leta ga iščem, a potrebna sta bila izurjena lovca z ostrim vidom. Poglejmo, če lahko najdem fotografijo v vodniku. Misliš, da bi mu ga morala dati, medved? On nama je dal Plutona. Kaj pa najin muzej? Brez fosila se lahko posloviva od obiskovalcev. No ja, res je nekaj posebnega. Tukaj je, fanta. Hej, poglej no! Videti je kot najin. Ta je živel v obdobju paleocoik, še pred dinozauri. Super! Lahko verjameš? In rad je imel zelenjavo, kaj ne, gospod Krt? Ja, zato je živel v našem vrtu. Pravzaprav so trilobiti živeli v morju. To področje je bilo pred 100 milijoni let prekrito z vodo. O, kako zanimivo! Ja. Res navdušujoče. Veliko zgodovine skriva ta fosil. Vredno ga je obdržati. Super je videti, Franček. Res je, kaj ne? Pri knjižnici in slaščičarni sem postavil znaka. Nisi pozabil pripisati, da sta vstopnina 2 piškota? Seveda ne. Eden je zame. In eden zame. Verjamem, da se bo otvoritve udeležilo veliko ljudi. Si pripravljen? Pripravljen. Prišla sem na ogled vajnega muzeja. Obiskovalec. Najna klobuka. Na klopi poleg barve sta. Počakaj, prosim, ne vstopi še, pripraviti se morava. Napačen klobuk, Franček. Sam ga daj, Daj medved. no, skri. Skrijo, skrijo. Daj, pusti. Dobrodošla v Frančkov in medvedov muzej. Dva piškota, prosim. Kaj? 2 piškota sta pa malo preveč. Tudi na ogled je veliko. Najlepša hvala. In uživaj v ogledu. Za 2 piškota bolje, da res. Znebite se tega zarjavelega žeblja, preden se kdo zbode. Razstavljen je. Razstavila sta zarjavel žebelj v muzeju. To je muzejska zbirka. Resnično stare stvari. Kaj potem tu počne ta fotografija? To sva jaz in moja babica. To pa že ni staro. Babica pa je. Celo starejša je od tega žeblja. In za tole sem plačala 2 piškota. Ampak fosila pa še nisi videla. To je najboljši del ogleda muzeja. O, to pa je bolj zanimivo. Katere vrste je? Mislim, da... Ne spomnim se natančno, ampak vem, da je dolga beseda. Začenja se z B... Ne. Mogoče s T... Koliko je star? Zelo star. Starejši od Frančkove babice. Kaj sploh veste o njem? Torej, vem, da je nekoč živel v morju. Potem pa se je spremenil v kamen. Zato je tudi tako trd. Prav ničesar ne veste o njem, kaj ne? Vrnite mi moja piškota. Prosim? Se ne moram verjeti. Nasvidenje. Drugi obiskovalci morda ne bodo zastavljali toliko težkih vprašanj. Sem že omenil, da je to fosil? Ja, že 5-krat. Bobrovka je imela prav. To ni vredno 2 piškotov. Se strinjam. Piškot? Ne, hvala.
Gospod Kurt nama je povedal marsikaj o fosilu, a od naju ni zahteval piškota. Ne, še Plutona nama je dal. Pridi, medved, greva in vzami piškote. Ne skrbi, na te pa že ne bom pozabil. In katera žival je bila to? No, trilobiti danes ne živijo več, zato bi lahko bil to kakšen rak. Wow. Tega pa nisem vedel. Kdo bi si Zanimivo. mislil? Hej, saj veste vse o fosilih, gospod Kurt. Danes smo veliko izvedeli. No, Frančku in medvedu se moramo zahvaliti, ker sta prinesla svoj fosil, kaj ne? Rada bi, da ga obdržite, gospod Kurt. Fosil brez dvoma sodi k vam. Ja, saj več veste o njem kot kdorkoli drug. Zelo sta radodarna fanta. Se ste nama prijazno podarili Plutona? Tam je Plutona. Celotno osončje Ga imate? boste pokazala? Lahko ga vidite na razstavi v muzeju. Za 2 piškota, a? No ja, no, ampak tokrat bova piškote midva delila. Kaj? Piškoti za nas? Ja, zakaj boste ponujala piškote? Zato, ker smo dobri prijatelji. Odlično, vsak dan bomo prišli. Šalim se.